Biotehniška fakulteta vsako leto podeljuje nagrade za najboljše dosežke na pedagoškem, znanstvenem in strokovnem področju. Nagrada ima ime po Franu Jesenku, slovenskemu genetiku in enemu od ustanoviteljev in tvorcev biologije na Ljubljanski univerzi. Jesenkova nagrada za življenjsko delo se podeljuje najboljšemu posamezniku, ki se je posebej izkazal na različnih področjih. Podeljujemo jo pa tudi najboljšemu doktorantu in najboljšemu študentu magistrskih študijev. Po poklicu sem biologinja. S srcem, predvsem mikrobiologinja, in moje življenje nikoli ni dolgočasno. Prvič zato, ker delam z mladimi in nadarjenimi ljudmi, ki jih vedno zanimajo nove stvari, kar mi ne dovoli, da se neham učiti, se polenim in si mislim, da sem zelo pametna. Drugič, lahko sem ponosna na svoje študente, ki danes zavzemajo pomembna mesta v slovenski industriji. Nekateri že vodijo svoje laboratorije, svoje raziskovalne skupine. Tretjič, profesorju in raziskovalcu na univerzi nikoli ne zmanjka dela. Imela sem možnost sooblikovati študij mikrobiologije in tudi študij biotehnologije, v zadnjem obdobju pa študij agroživilske mikrobiologije, ki poteka v okviru bioznanosti. To delo s študenti mi res prinaša veliko veselje, še posebej, ko se pogovarjamo o raziskovalnih rezultatih. Neverjetno, koliko se lahko naučiš od mladih. Leta 2005 postala predstojnica katedre za mikrobiologijo na oddelku za živilstvo. Takrat so bili časi zlate dobe mikrobne ekologije in tudi mi smo se med prvimi v Sloveniji začeli ukvarjati z raziskavami mikrobnih združb v tleh, pa tudi v čistilnih napravah, v bioreaktorjih. To je zahtevalo postavitev modernih molekularnih metod, ki so nam omogočale pokazati, kdo v teh okoljih živi. Še več, razvili smo tudi metode za merjenje aktivnosti mikrobnih združb, kar je sila pomembno za razumevanje zdravja in delovanja ekosistemov, rodovitnosti tal. In v tistem obdobju smo predvsem raziskovali ekosistem Ljubljanskega barja, bili vključeni v Center odličnosti okoljskih tehnologij, kar je pomembno zaznamovalo delo na tej katedri. Katedra za mikrobiologijo danes šteje 14 zaposlenih, med katerimi so zelo nadarjeni učitelji, mladi učitelji in raziskovalci. Od leta 2014 vodim programsko skupino Mikrobiologija in biotehnologija živil in okolja. Imamo odlične objave v res eminentnih revijah, na kar sem zelo ponosna. Proučujemo mikroorganizme in razvijamo metode za njihovo aplikacijo oziroma aplikacijo teh produktov, ki jih mikrobi producirajo. Poleg tega pa v okviru naše katedre in moje raziskovalne skupine usmerjamo naše delo predvsem v raziskave mikrobnih interakcij. To mi je res zelo blizu, to področje socialne mikrobiologije, kjer želimo razumeti mikrobne komunikacije, kako mikrobi prepoznavajo en drugega, kako se v bistvu bojujejo, kako tudi sodelujejo. Te raziskave so zelo pomembne, predvsem zato, ker mi želimo razumeti mehanizme teh mikrobnih interakcij. Zakaj so pomembne? Pomembne so za razvoj novih bioloških učinkovin, pa tudi to, kar nas v zadnjem času posebej zanima, razvoj novih biognojil in novih probiotikov. V zadnjem obdobju proučujemo tudi horizontalni genski prenos in kako interakcije vplivajo na prenos genov, kar je zelo pomembno za razumevanje raznosa antibiotičnih odpornosti. V letu 2019 sem kot predstavnica Biotehniške fakultete sodelovala pri postavitvi Centra za mikroprocesno inženirstvo in tehnologije. Cilj tega centra je, da vzpostavi raziskave na področju mikrofluidike. Ko se svet tako hitro razvija, je interdisciplinarnost ključna. Biotehniška fakulteta je primer interdisciplinarne fakultete. Mikrobiologija je pomembna za biotehniško fakulteto
In nagrade pokažejo na vrednote, ki jih ustanova ima. Ponosna sem, da sem bila izbrana kot Jesenkova nagrajenka med izjemnimi profesorji in raziskovalci Biotehniške fakultete. Moja nagrada je tudi nagrada mikrobiologiji, mikrobiologom in seveda mojim sodelavcem. Hvala vsem za vzpodbudo na moji dosedanji in tudi moji prihodnji poti. Profesor dr. Ines Mandič-Mulec je redna profesorica za mikrobiologijo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, je vodja katedre in nosilka številnih predmetov na študiju mikrobiologije in ostalih študijih, ki jih izvaja Biotehniška fakulteta. Profesor Mandič-Mulec se ukvarja tudi z organizacijo študija, tako na prvi kot na drugi stopnji, in je izvajala veliko tudi predavanj za splošno laično javnost o mikrobiologiji. Profesor Mandičeva je priznana strokovnjakinja za mikrobno ekologijo in socialno mikrobiologijo mikroorganizmov, kar je kot prva tudi uvedla na področje Slovenije. Je tudi vodja zelo uspešne programske skupine na Biotehniški fakulteti in je zelo uspešna pri pridobivanju novih raziskovalnih projektov. To, da je zelo uspešna, je prepoznala tudi Vlada Republike Slovenije in ji v letu 2017 podelila Zoisovo priznanje, ki je najvišje priznanje za raziskovalne dosežke v Republiki Sloveniji.